Vsakoletna romanja v Novo Štifto k Mariji zvezdi so za mnoge romarje iz Zagorja, pa tudi za ostale iz drugih krajev, ki se jim na božji poti pridružijo, svojevrstno zbližanje z Bogom. Nenazadnje pa tudi 3-dnevno druženje z znanci, ki jih neredki vidijo le enkrat v letu, prav ob dnevih velikega Šmarna. Tridnevno romanje je za večino, s katerimi smo se na poti iz cerkve Marije Vnebovzetne v Čemšeniku do cerkve Marije Vnebovzetne v Zgornjem Tuhinju pogovarjali, več kot le tradicija. Na dolgi poti pa jim ni podarjeno vedno le sonce, tudi noči niso vedno le zvezdnate. Neredko so deležni dežja, tako podnevi kot na večer, ko v priložnostna ležišča ležijo k počitku. Tako je bilo tudi letos v petek 13. avgusta, ko je romarje že takoj po jutranji sveti maši v Čemšeniški cerkvi pričakal dež. Slednji jih je spremljal dobršen del prvega dne romanja in tudi del noči, ko so se nekateri v sobotno jutro prebudili pošteno premočeni. Sicer pa ima romanje zagorskih vernikov svoje korenine pri koncu 18. stoletja in traja neprekinjeno že več kot pol tretje stoletje. Takrat so se davni predniki današnjih romarjev zaobljubili, da bodo vsako leto obiskali 7 cerkva. Že omenjeno cerkev Marije Vnebovzetne v Čemšeniku, pa cerkev svetega Jakoba v Okonini, svetega Frančiška Ksaverja v Radmirju, svetega Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu, svetega Miklavža malo pred Novo Štifto, cerkev Marije Zvezde v Novi Štifti, kjer je za nekatere tudi končni cilj romanja, ter še zadnja cerkev, ki jo na svoji 3-dnevni božji poti romarji obiščejo. To je cerkev Marije Vnebovzetne v Zgornjem Tuhinju, onstran Menine planine. Prav posod pa jih pričakajo s cerkvenim zvonjenjem. Namen romanja je po stoletnem izročilu za obljuba prednikov in priprošnja na odvrnitev od požara, pozebe in žitne rje. Tako je bilo nekoč. Zakaj pa se danes verniki podajo na božjo pot? So vzroki podobni? Le kakšni so njihovi spomini na svoja romanja? Začetek mojega romanja sega globoko v mladost. Mislim, da sem začel starši in to pred mnogo leti. Zdaj, če računam, kolikokrat sem bil pri Novi Štifti, bi se številka ostala blizu 40, več pa kot 35krat, tako da je to nekako stalnica v mojem življenju. Namreč biti romar, to je milost in vse jaz vsako leto komaj čakam te avgustovske dni, ko se odpravimo na to božjo pot, ki je zdaj malo izgubila tisto tradicionalno moto oziroma namen, ko je bil, ko so ljudje romali zaradi stisk
lakote, bolezni in teh. Zdaj so v ta romanja vpeta osebna hotenja, zahvale, priprošnje, tako da mi romanje pomeni eno veliko duhovno zadoščenje oziroma ena akumulacija neke moči, iz katere potem nekako preživljam leto ob vseh stvarih, ki me težke ali pa prijazne čakajo v prihodnem letu. Tako da se mi zdi, da je romanje neka tradicija tudi v naši družini. Jaz romam že mnogo leta, moji otroci so romali. Letos prvič se lahko pohvalim, roma tudi že moja vnučka, ki je stara 5 let. Tako da upam, da je ta, kako bi rekel, navada oziroma potreba se prijela do te mere, da bomo to obdržali, čeprav sem že mnogo let izlačan, pa z veseljem hodim z zagorskimi romali na to božjo pot, ker se mi zdi, da mi nekaj manjka, če tega ne storim ali pa če zaradi katerih koli razlogov to moramo pustiti, mi je vedno žal. Tako da zdaj so že taka leta, da nekatero težjo preizkušnjo v tem romarju, kot je lipa, tudi že prešpricam, ampak se takoj potem pridružim spodaj in nadaljujemo skupaj pot, dokler bo pa šlo, bom to vzdrževal in tudi vse moje družini spodbujal k temu, da se tega udeležijo. No, na romanje sem začel hoditi predvsem po vzpodbujanju Brezova Tomota, ki me je večkrat vabil že, ampak nekako se nisem odločil, ker sem sicer na Novo Štifto sem hodil v ta drugi dan prav v Novo Štifto, ampak sem se pripeljal seveda z avto. Ampak me je potem ta skupina romarjev kar malo nekaj navdušila, kako so to po 3 dneh hoje nekako čili, veseli, zdravi, vsi nekako prijatelji izgledajo. In meni je potem se, ko probal bom, sicer v hribe sem že tudi hodil, sem tudi fizično to zdržal. No in tako se je začelo pred 5 leti. No, ko sem to probal, moram reči, da sem že probal skoraj vse vremenske pogoje, ki so na tej poti nas spremljajo, ampak to me ni ustavilo in mislim, da že ko končamo to romanje, se že pogovarjamo to, koliko mesecev je še do drugega leta, do drugega romanja, in tako res mislim, zdaj 5. leto zapored to hodim in kaj mi pa pomeni to romanje? Jaz mislim, da vse skupaj. Predvsem mi je prvo bilo, da se, mislim, ko se prijatelj pa znance na takem kupu srečaš, spoznavaš nove ljudi, seveda v posredi pa le tista, tudi moje, pač, ker sem kristjan, mi je tista duhovna obogatitev in mislim, da to je tisto, kar te vleče, kar te spodbuja in mislim, da je to kar ena dobra spodbuda za eno leto. Ne samo, da imaš kaj govoriti s kolegi, koga smo doživeli, ampak mislim, da je neka notranja obogatitev. Poleg vseh tistih prijetnih zunanjih obogatitev. Rekel, sej poskusimo tudi zadnji dan tudi gorsko, malo gorsko, čez Menino planino, tako da mislim, da imamo vse faze tega, mislim, seveda med tem pa seveda obiščemo, kot veste, 7 cerkva in še kakšne kapelico zraven in skratka, to mislim, da bom to počel, dokler me bo zdravje služilo. Ko me bo več, da ne bom mogel 3 dni zaporedno, bom verjetno pa tako kot od začetka zopet se z avto pripeljal ta zadnji dan v Novo Štifto. Ponovno smo bili deležni tega daru, da se lahko udeležujemo župnijskega romanja k Novi Štifti, k Mariji Zvezdi. S tem se pripravljamo na velik praznik Marijinega nebovzetja. Romanje je tradicionalno. Hodimo po poti naših prednikov, ki so se zaobljubili zaradi velike
suše, ki jih je takrat pestila, in zaradi napada kobilic na njihove pridelke. Nameni romanja se spreminjajo, romanje pa ostaja. Danes nam ni več tako potrebno prositi za najnujnejše pridelke, saj nam je dano hrane v izobilju, ne da bi se zavedali, da nam jo daje Bog. Hodimo vsak po svojih namenih z osebnimi prošnjami, pa tudi v imenu župnije in cerkve na Slovenskem, pa tudi vesoljne cerkve po namenih, na katere nas opozarja papež. Bogu smo hvaležni za vsak blagoslov z neba, tudi za včerajšnji dež, ki nas je opozarjal na to, da je vse, kar dobivamo, njegov dar. Časi za katoliško cerkev v Evropi, pa tudi v vsem svetu so težki, saj modernizem in liberalizem kruto napadata vrednote, ki nam jih je posredoval Kristus. Napadi na cerkev so vedno večji. Kot nam je znano, Mati Božja obiskuje ljudi, svoje vidce po vsem svetu in jih opozarja na molitev rožnega venca, na pokoro in post. Odkar je sveta televizija v vseh dnevnih sobah zamenjala križ in večerno molitev, je destrukcija v našem narodu vedno hujša. Zato moramo moliti predvsem za duhovno prenovo našega naroda, pa tudi za Božji blagoslov tistih, ki cerkev na Slovenskem vodijo. Ne pozabimo na naše duhovnike, ki so prav tako napadani kot verniki ali pa še veliko bolj. Ne kritizirajmo jih, priporočajmo jih Materi Božji, ki je mati duhovnikov. Ne nazadnje pa smo se dolžni zahvaliti, saj Mati Božja še vedno vodi naš narod, ga ohranja. Zaenkrat imamo še svoje duhovniške poklice, pa tudi katoliška jedra v naših župnijah še obstajajo. Zaenkrat laiško vodstvo po naših cerkvah še ni nujno potrebno. Bogu hvala in Materi Božji za vse. Med romarji so bili tudi nekateri, ki so že zakoračili v 8. desetletje življenja, spet drugi, ki še prvega niso zaključili. Med njimi tudi zgovorna Klara. Sem Klara, stara sem 9 let in grem letos 5. k Novi Štifti. Prvič sem šla, ko sem bila stara 4 leta, z mano greta oči pa botra, pa moj bratranec. Fajn je, ker veliko hodimo, pa lansko leto je bila toča in to kar debela, tu sam ni bilo glih največje sile. Letos je bil dež ta prvi dan, vedno je zelo fajn, zato ker nas je tukaj veliko, pa veliko hodimo pa molimo. Po tradiciji romarje vodi vojvoda, ki ga iz svoje sredine izberejo kar sami. To službo nekaj zadnjih let opravlja Lojze Pograjec. Očitno je, da so z njegovim vodenjem zadovoljni, da torej skupaj z drugimi dobro poskrbi za varnost na poti, tudi za počitek, hkrati pa ohranja izročilo, kdaj in kje na poti se moli rožni venec, pojejo litanije ali druge nabožne pesmi. Ja, jaz kot vojvoda sem zdaj to že opravljam, mislim, da je zdaj ta 9. leto. Izbrali so me pač zato, ker sem toliko let že neprekinjeno hodil na ta romanje. To je letošnje leto je 39. Ker pač starejši roman enkrat upeša, je treba izbrati novega. In tako so mene potem na poti izvolili. To ni noben
nobena procedura posebna, ampak pač določa enega, da pač vodi ta romanje vsak let, da malo skrbi za red, disciplino, pa da vsi nekot varno prispejo na svoj cilj do Marije zvezde in potem varno domov. Ja, romam prvič, ker sem kristjan in grem vsako leto na romanje zaradi tega, da si napolnim svojo dušo, da si jo pač obogatim s to Božjo milostjo, da lažje prenašam potem celo leto te tegobe, ki nas pač doletijo, ne? Ker vemo, da pač ta naš zemeljski pohod je včasih kar težk, ne? To je ena solžna dolina, ki moraš vse sorte dati skozi in če greš na eno tako romanje, dobiš en zagotovil in s tem lažje prenašaš pol čez celo leto, ne. Ja, palico so mi pa pred 4 leti podarili zagorski romarji, so jo blagoslovili in zdaj jo nosim, ne. Nosim varno s seboj vsak let in se zelo dobro počutim z njo. To. Na njej so pa zapisani vsi najožji prijatelji. Vse od Čemšenika pa do Zgornjega Tuhinja je za duhovno skrbo skrbel zagorski župnik Matjaž Križnar. Prepričan je, da je to najbolj pristen stik s svojimi župljani. Vsako leto 13. avgusta pred praznikom Marije Vnebovzete zagorski romarji poromamo v novo štifto k Mariji zvezda. Moram reči, da tudi kot župnik se pridružim romarjem kot eden izmed njih. Skupaj gremo že zjutraj ob 3:30 iz Zagorja, potem je v Čemšeniku sveta maša in potem pravzaprav ves dan preživimo skupaj. In to je tudi za duhovnika, posebno za župnika, tiste župnije, gotovo en posebni dan, ko se lahko srečuje z ljudmi preko celega dneva. Tukaj so molitve, so spontani pogovori, so tudi srečanja pri sveti maši, potem pri zakramentu sprave. Tukaj seveda se romarji veliko pogovarjajo, družijo med seboj. Moram reči, da sem kot duhovnik presenečen, da skrbijo tako za petje, potem molitev in pa tudi za to duhovno vzdušje med samim romanjem. Vsaj 7-krat zapojejo litanije Matere Božje, potem zmolimo vse 4 deli rožnega venca. In tudi sicer je vzdušje tako, bi rekli, umirjeno, kljub temu, da so med nami tako otroci, mladostniki, potem družine, starejši. In se mi zdi, da je tudi nekako na takem romanju, ki traja 3 dni, potem ta povezanost med duhovnikom in pa župljani, s katerimi skupaj romamo, zelo pristna. No, gotovo se nekako kot župnik čez vse leto srečuješ z ljudmi. Ti stiki so mnogokrat seveda zelo taki bežni, morda tudi bolj formalni na takem romanju, pa se da recimo vzeti več časa, se nekako tudi skupaj preko hoje, preko pogovora, potem spoznati drug drugega. Nekateri med Božje potniki svoja dolgoletna romanja vidijo kot 3 različna obdobja. Tudi Vinko Polc iz Zagorja, ki se je romarjem svojim sinom pridružil drugi dan. Jaz sem prvič sem šel, ko sem končal 1. razred osnovne šole in to je bilo starši in to je bilo tudi prvo moje obdobje, ko sem nisem imel nikakršnih ciljev. Bilo je pač to, ker sem šel staršem, sem šel pač staršem. Po naslednje obdobje je bilo tisto najstniško, ko se človek pač gre malo zaradi partije, malo zaradi spoznavanja novih ljudi in pač fajn je bilo, kadarkoli smo šli, je bilo fajn.
No, zdaj v tem tretjem obdobju bi pa rekel tako. Vsak let si postavim en cilj. Enkrat pravim, moram si sprobati, da postane človek malo boljši. Zmeri, kada pridem sem, se napolnim z energijo, ki me spremlja vsaj 14 dni, 3 tedne, leto, do naslednjega. Ne? In to je, ne? To je to. In vedno, kada se pripravljam, vedno bi že prej občutil nek nemir, ki ne morem, enostavno ne morem, da bi šel brez tega, da bi to šlo. Med tistimi, ki so postali nepogrešljivi na vsakoletnem romanju, je zagotovo Tomo Brezovar. S svojim fotoaparatom in tudi kamero je zabeležil mnoge utrinke, ki so postali in ostali neizbrisani pečati za mnoge vernike najpomembnejšega dogodka v letu. Med pogovorom z njim boste videli nekaj njegovih posnetkov, ki so nastali pred več leti. Zanimalo nas je, kako in kdaj so nastali, pa tudi kakšen je njegov spomin na romanja, ki se jih je kot otrok udeležil ob svoji materi. Ja, moje božje poti so se začele tam z 10, 11 leti. Najprej smo šli z gospodom Smrkoljem. Da nam je sploh povedal, kje je to Nova Štifta, ker mladi še tega nismo vedeli. Pa tudi gospod Smrkolj je bil na novo v Zagorju takrat, ti moraš sam odkrivati vse ta pota. Jasno, da so pomagali starejši, ki so že pred vojno hodili in še stoletja prej. Tam okrog 55, 57, čist sigurno, ker sem začel že slikati, sva pa hodila z mamo in to vsako liho leto. Recimo 55, 57, 59, 61, 63, 65, to je bilo stalno. Vmes pa tudi kdaj, ampak kadar pa nisva šla, so pa tisti dan bila skozi romarji. Mama je rekla, zdaj le hodi, zdaj le gre pa tam čez Lipo, zdaj le gredo pa proti Gornjem gradu in tako naprej. Sva se odmerja spominjala in bila v srcih in v mislih z njimi. No, mama je romala do svojega 71. leta starosti. Jaz sem pa jasno nadaljeval, par let tam med 86 in 90 sem malo počival, ne zaradi nog, ampak to, če človek postara, pa je malo tako, da se ne da pol več zmeraj iti. No, leta 90 sem pa spet začel in od takrat hodim pa vsako leto. Še celo, ki je bila mama že bolana doma, na postelji ležala, bi zmeri, le 5 Novi Štifti, bojo že drugi na mene malo pomirkali. Tako hodim zdaj v 90 vsako leto. Res pa, da ne grem celo pot peš, ker bil sem tudi operiran na hrbtenici, tisti klanec proti Lipi je malo prhut. Pa tudi menina navzdol mi ne gre več zaradi kolen. Fotografirati sem začel leta 57, v gimnaziji smo se naučili kar tako amatersko, malo vrhu, Amon in tako naprej, Vitoš. In 57. leta sem že s seboj vzel sposojen fotoaparat in takrat imam tudi prve posnetke od Nove Štifte. Mama, Danoškova gospa in oče njihov. No, takrat je bilo to. Vmes sem celo en dia posnel leta 63, film, prvi, bil še vzhodno-nemški, pa je bil kar dober. Potem sem posnel en filmček, imel sem samo eno kaseto, to je bil še 2x8 film, črno-bel. Se točno spominjam, kje sem filmal, ampak tisti film sem jaz dal gospodu Smrkolju, ko je odhajal iz Zagorja in se je potem izgubil. Naslednja leta, to je bilo leto 73, sem pa že nek si sposodil na kamero, pri Skokovem, kaj je bil, ne Marjan, Čemšeniku, no. In sa z župnikom zbrala skupaj sredstva, kupil 14 filmov, super sem. Posnamem celo pot, takrat smo imeli tudi strašanski dež prvi dan. Dan to pošljemo Nemčijo razvitne, tako je bilo včasih navada, dobim nazaj. In vsi smo zelo hitro hodili, ampak ne da bi res mi tako hitro hodili, ampak film se je prepočasi vrtel. In ne bodi len, čez 2 leti sva zopet z župnikom, gospodom Grojskom,
na novo 14 filmov. In sem leta 1975 zopet poslikal celo pot. Takrat mislim, da ni bilo dežja vmes. No in nazadnje sem to, ko sem dobil zopet te filme, doma montiral sam. Tako, pojma nisem pravzaprav imel, ampak eden je nekaj povedal, pa sem pa to limal skupaj, pa gledal takole končke, takole proti luči, pa to sem pač skupaj sklamfil, bom rekel. Pa sem še podložil z zvokom na magnetofon. Gospod Grozdek je gledal sliko in komentiral. Jaz sem pa vmes predvajal glasbo, Vivaldi, pesmi posnete tako amatersko, iz pevskega zbora Elektroelement, Elektroporcelan so bili še takrat. In taka zadeva. In nekako sem spravil vse skupaj. In smo enkrat potem ogledovali v cerkvi, javna predstava, bom rekel. In tam sem prižgal magnetofon, tam sliko, zdaj pa sliko sem potem malo lovil z zvokom, tako da se je nazadnje izteklo in bilo kar lepo. Čez par let mi je pa to Benko, prijatelj, prefilmal na digitalno kamero, z digitalno na trg. In imam zdaj kasete takšne. Malo slabše barve so, zvok tudi ni sklen, kot prej tudi ni bil. No, potem pa še leta 1995 sem dobil pa na izlakih, pri vas in izlakah, kamero, še isto ta veliko. Seveda to, če sam to delaš, moraš biti spredaj, zadaj, jih loviš, jih prehitevaš. In sem naredil 2-urni film, oziroma posnel sem 6 ali 7 ur. Zdaj smo pa gori malo zmontirali na izlakah in se lepo predvajali v 2 delih. 1 uro, prvi del, drugi del. Ljudje so bili zadovoljni, so to videli. Zdaj smo pa to jasno vse shranjeno, pa včasih pogledam. Pa se mi tudi oči zasolzijo včasih pri nekaterih prizorih. Pa tako. Če je Tomo Brezovar vsa ta leta pridno beležil utrinke s fotoaparatom in kamero, je Zdravko HC poskrbel, da so o romanju lahko tisti, ki se jih niso udeležili, tudi kaj prebrali. Članek, ki so ga nekako objavili v družini lansko leto, je imel namen približati to romanje tudi ostalim v celi Sloveniji. Bil pa je narejen po povodu razstave slik gospoda Toma Brezovarja. To je slikovni pregled pravzaprav skozi dolga obdobja. Mislim, da nekje od 57. leta so nastale prve črno-bele fotografije. Je ta razstava bila tudi zelo odmevna, postavili smo jo tukaj v Novi Štifti in potem še v Radmirju, še prej tudi v Zagorju. Prikazuje pa nekako en prerez preko vsega tega dogajanja skozi, lahko rečem, zadnjih 50 let. Zanimivo je že samo to, recimo, kako so bili romarji napravljeni pred približno 50 leti, kako so danes opremljeni. Danes v glavnem ni več možnosti prenočevanja toliko na senikih, kot je bilo včasih. Zato se pojavljajo pač šotorišča okrog teh romarskih krajev. Te stvari se spreminjajo, ampak duh in bistvo samega romanja pa ostaja. Nekateri so zaradi različnih vzrokov Božje potnikom pridružijo na predvečer drugega dne v Novi Štifti pri cerkvi Marije Zvezde. Med njimi tudi misionar in zagorski duhovnik Janko Slabe. On je zagotovo tisti, ki ve, kako romajo v daljnih deželah. Ima pa tudi neizbrisane spomine na svoja romanja, preden se je podal na tuje. Na Madagaskarju so ljudje na visoki planoti, večina so že krščani, mislim 40% katoličanov pa protestantov in so že tudi vajeni romanj. Dobro se spomnim, da se večkrat peljal mimo ene cerkve, ki je bila posvečena prav Lurdski Materi Božji, kjer je danes tudi papež. Na obali je bilo pa drugače in o tem bi mogoče majhno več povedal. Kristjanov je bilo veliko manj, katoličanov 10%, protestantov tudi nekaj takega. Cerkve so bile razkropljene, daleč narazen, potem zidanih je bilo zelo malo. Bile so res tudi Marijine cerkve, ampak da bi o takem romanju, kot so naša evropejska, pa skoraj ni bilo misliti. V 25 letih, ko sem bil tam, sem enkrat šel
če tako rečem, z mladino Roma. To je bilo neko mladinsko srečanje in je bilo prav nekako mišljeno, ne da bi samo hodili, ampak da bi se med potjo ustavili, pa tudi premišljevali, kakšne verske resnice in tako naprej. No in potem smo imeli pa srečanje, seveda mene so potem nazaj peljali, nisem šel peš. Potem je pa še ena oblika romanja na Madagaskarju, ki pa pri nas ne obstaja in skoraj je psihično in tehnično nemogoče, ker smo toliko vajeni na prevozna sredstva, ne, da se ni zamisliti. Namreč, ko so bila, recimo čisto konkretno, srečanja župnijskih svetov, so prišli tudi 90 km daleč peš, ne? In če tudi ni bilo to z besedo obarvano kot romanje, je bilo brez dvoma to res veliko romanje, ker so prišli s srcem, z vso dušo na to srečanje in tam seveda smo imeli potem molitev, pa razpravljanje, na koncu je ponavadi tudi škof kaj zaključil in povedal kakšno misel. Ampak jaz mislim, da to so tudi bila pač svoje vrstne romanja. Tudi otroška romanja, to gotovo, da so velika razlika. Jaz se bolj spominjam, ko sem bil otrok, da sem pač moral doma biti, ko so šli romat v Smrečje, pa za Svetega Antona v Hotedršco, pa Rakovnik, pa tale na reki Trsat. No, potem po poznejšem času se pa spominjam, ko sem šel z mamo, pa z bratom, smo šli na Brezje in tam nekako sem začutil to vrednost romanja, ki za mene in jaz mislim, da za marsikoga ima dve vsebini, torej na dva načina ga lahko doživljamo. Eno v taki masi, kot je danes tukaj, ne, kjer nekako doživljaš skupaj z drugimi njegovo vsebino. Vsakokrat, ko sem pa z Madagaskarja prišel na dopust, sem pa šel sam osebno, torej lahko je šel slučajno kdo z menoj, ampak da sem čisto sredi tedna vprašal, kdaj je Maša gor in da sem šel romat in sam v tišini molil v cerkvi. Sicer pa so prav na dan prihoda v Novo Štifto skupaj s tamkajšnjimi verniki praznovali 150. obletnico posvetitve cerkve Marije Zvezde. V ta namen je Mašo daroval mariborski škof Franc Kramberger. Za nekatere je bila sveta Maša v Novi Štifti tudi končni cilj letošnjega romanja. Drugi pa so po prespani noči zgodaj zjutraj pot nadaljevali proti zadnji romarski cerkvi Marije Vnebozetne v Zgornjem Tuhinju. Pot čez Menino planino, kjer so tako kot davni predniki pustili marsikatero kapljico znoja, pa tudi nekatere neizbrisane sledi, se je končala v nedeljo 3. dne romanja okrog 11. ure. Tako kot jih je prvi dan na pot pospremil dež, jih je pričakal tudi zadnji dan. Božje poti je bilo na dan velikega šmarna konec. Pisatelj Drago Jančar je v svojem zgodovinskem romanu Katarina, Pav in jezuit med drugim opisal, kako je šla Katarina v 18. stoletju v času velikih vojn in sovražnosti na romanje v daljni Kelmorajn, k zlati skrini iskat smisel življenja, tudi ljubezen, jezuit Simon pa Boga in izgubljeno vero. Mogoče je kaj podobnega v Novi Štifti našel tudi kdo od naših romarjev.
Ne prav spodbudna vremenska napoved, tudi megleno sobotno jutro, nista obetala, da se bo 2 dni pred Marijinim praznikom že zgodaj zjutraj pred Šemšeniško cerkvijo Marije v Nebozete zbralo tako lepo število romarjev. Bojazen, da se bo 3-dnevnega romanja k Mariji zvezdi v Novo Štifto udeležilo manj vernikov kot prejšnja leta, se je razblinila kot megla v dolini čez dobro uro, ko je posijalo sonce. Medtem ko so se niže v dolini prebujali v megleno jutro, so se romarji Zagorske, iz Laške, Kisoške in tudi iz drugih župnij z molitvijo, pesmijo in svojimi mislimi odpravili na romarsko pot, ki so jo hodili že mnogi med njimi in mnogi pred njimi, lani, predlani, pred več kot 200 leti. Najprej so se odpravili proti drugi cerkvi v Okonini, pa tretji v Radmirju, kjer jih je po noči pozdravil dež. V hladnem jutru so pot nadaljevali proti četrti in hkrati največji slovenski cerkvi v Gornjem Gradu, kjer so si lahko ogledali razstavo fotografij Toma Brezovarja, dolgoletnega popisovalca romarske zgodovine s svojim fotoaparatom. Sledila je pot k prenovljeni 5. cerkvi ter nekaj 100 metrov više do 6. cerkve v Novi Štifti. Po deževni noči in v hladnem jutru, ko so se poslovili od Marije zvezde, jih je pot vodila preko vetrovne Menine planine. In ves čas so peli. Mladi, starejši, novi, že preizkušeni romarji in tudi otroci. Ne vedno le nabožne pesmi, tudi slovenske narodne. Delček tega boste lahko v naslednjih minutah doživeli, slišali tudi vi. Brez tehničnih popravkov, a pristno, iskreno, skratka tako, kot smo to slišali, videli in doživljali mi, ki smo bili del tega najstarejšega in neprekinjenega 3-dnevnega romanja na Slovenskem. Del vsega je bila deležna tudi psička, ki nas je dobršen del poti spremljala. Tiho, kot je od neznano kje prišla in šla z nami, je zadnji dan romanja tudi odšla. Je bila znamenje? Samo kakšno besedo, sicer tele so vsako leto romarji v stavbo pri tej družini Albijani in nas seveda takole gostoljubno sprejmejo, da nam dajo prostor, pa tudi vedno kakšna kavica, pa še kaj tako za zraven in smo tega prav veseli pa hvaležni, da smo tako kot romarji sprejeti tukaj. In tako vas tudi prinašamo romarske pozdrave, z Marijo v Nebozete iz Šemšenika, ki smo danes že tam maševali. Potem gremo pa zdaj naprej do Lipe, kjer bomo Angel Gospodov zapeli, potem bomo pa že proti Radmirju. Tako da je tukaj pač ena od postojališč, postojan, kjer počakamo. Zdaj pevci vam bojo nekaj tudi v zahvalo zapel, potem imamo pa še eno podobo Zagorske cerkve, tako v spomin, ker se tukaj vsako leto ustavljamo. Spodnja danica tvoji mornari, daleč na drugi jadram obreg, z nami valovi, z nami vikari,
Ptička, ki sladko žgoliš, vetrc, ki v vajah šumiš, preko Dobrav nesi pozdrav, daleč tja rodna mi vas. In ko se vrneš, povej, kdaj bo kot bilo je prej, kdaj spet domov, preko bregov, šla bom tja v rodno mi vas. Ptička ne poje mi več, vetrc od jadrav je preč, sama sem spet, mrzel je svet, daleč je rodna mi vas. David.